Vsi smo skušani. To dejstvo krščanskega življenja je bilo izhodišče papeževe homilije med jutranjo mašo v kapeli doma Svete Marte 21. februarja. Berilo iz Sirahove knjige nas namreč opominja, da se mora tisti, ki želi služiti Gospodu, pripraviti na preizkušnjo. Evangeljski odlomek pa pripoveduje, kako Jezus učencem napove svojo smrt, a ga ne razumejo in se ga bojijo vprašati. To je skušnjava, da ne bi izpolnili svojega poslanstva, je razložil papež. Skušan je bil na vse zadnje tudi Jezus. Najprej ga je v puščavi 3-krat skušal hudič, kasneje, potem ko je napovedal svojo smrt, pa tudi Peter. Želje, da bi bili pomembnejši, nas potisne na pot posvetnosti. Sveti oče je zato spodbudil, da bi Gospoda vedno prosili za milost, da bi se sramovali, kadar se znajdemo v takšnih situacijah. Jezus tisto logiko namreč obrne na glavo. Usede se med učence, jih spomni, da če kdo hoče biti prvi, naj bo vsem služabnik. Nato vzame otroka in ga postavi v sredo mednje. Papež Frančišek je tako povabil, da bi molili za cerkev in za vse, da bi nas Gospod branil pred ambicijami, pred posvetnostjo občutka, da smo večji od drugih. Naj nam Gospod da milost sramu, tistega svetega sramu, ko se znajdemo v tisti situaciji, v tisti skušnjavi, sramovati se. Jaz sem sposoben misliti tako, vidim mojega Gospoda na križu in jaz ga želim izrabiti, da bi se povzpel, in naj nam da milost otroške preprostosti. Razumeti, da je le pot služenja. Sveti oče je sklenil z besedami o tem, kako si predstavlja še zadnje vprašanje. Gospod, vse življenje sem ti služil, celo življenje sem bil zadnji in kaj sedaj, kako nam odgovori Gospod? Reci o samem sebi, nekoristen služabnik sem.